V drugi letošnji oddaji smo vam predstavili hišo blizu Ajdovščine, ki si jo je izkušen par postavil za udobno preživljanje jeseni, poznega poletja svojega življenja. Takrat nam je lastnik zaupal, da je bila zasnova hiše tako všeč njunima odraslima sinovoma, da sta postavila vsak svojo hišo tako rekoč z enakim tlorisom. Eno smo šli takoj obiskat in ugotovili, da mora za iskanje podobnosti človek res dobro pogledati. In že navzven je jasno, da ne gre za preprosto kopijo tiste hiše. Gre za sodobno, privlačno, svetlo, montažno hišo, ki čisto drugačen obraz kaže tudi notri. Tjaša in Luka, tukaj je včasih stala ena večja hiša, pa niti ne tako zelo stara, dobrih 40 let, in me zanima najprej, zakaj ste se odločila, da jo podreta in na njeno mesto postavita novo montažno hišo. Odločili smo se na podlagi številk, zaradi tega, kadar smo zbrali par ponudb z fasado, okna, streho, in je ta znesk bo skoraj polovico nove. Pri stari hiši smo imeli prej ogromno stopnic, ogromno notranjih vrat, stena, ta, kamor je najbolj sončna, je bila prej zaprta in smo želeli tle narediti malo več svetlobe in prostore čim bolj odprli in stopnice zmanjšali oziroma sploh stopnic v etaži ni. Hiša je arhitekturno zelo razgibana, sveža in mladostna. Njena posebnost je tudi ta, da do glavnega vhoda vodi klančina, ki je nastala, ker lastnica ni navdušena nad hojo po stopnicah. Kako je pa prišlo do tega, da je tloris pri tašči in tastu v resnici tako odličen, da dajmo ga kar tudi mi uporabiti? Zelo je funkcionalen, ker je v bistvu odprti prostor, kar se meni grozno dopade, svetloba, otroci so ločeni, mi smo ločeni, za naprej, zdaj so še majhni, ampak potem, ko zrastejo, rabijo svoj prostor. In tudi celo taščina kuhinja očitno tako dobro funkcionira, da je tudi snaha rekla, hočem točno tako imeti. Ne, prvo sem hotela imeti večjo kuhinjo, ker rado pečem in da bi imela več pripravljenega prostora, ampak po koncu se je izkazalo, da je kuhinja taka okej. Razen smo od zadaj naredili isto kot tašča oziroma malo širši prostor, kjer je moj pripravljalni prostor za vse te stvari. Gospod Slamič, ko sta Tjaša in Luka prišla k vam z naročilom za novo hišo, ste v resnici doživeli neke vrste déjà vu, ali kako bi rekli, ne? In je bil v resnici copy-paste projekta hiše njunih staršev. Tloris je res enak, ampak koncept je drugačen. Družina je mlada, starejši ljudje imajo radi življenje nekje v dnevni sobi, tukaj se pa vse dogaja po celi hiši, se pravi nekje nek avtomobili, bicikli, sauna, druge stvari, mlajši ljudje, drugačno življenje, kar je bilo tudi za mene izziv. Ampak katere so tiste podrobnosti, ki jo naredijo tako zelo drugačno? Tukaj mora človek pogledati, da je tloris res enak, ker ima čisto drugačen občutek. Ja, dejansko mlada družina drugače gleda prvo na opremo. Res je pa, da smo vzeli tudi koncept gradnje. Konstrukcija je montažna, to je montažna gradnja, ker oni niso imeli toliko časa, da bi lahko 2 leti, 3 leta zidali to hišo. Zato smo se odločili, da je hiša montažna. Stropovi so tukaj višji, zbrali smo drugo barvno lestvico. Kljub temu, da so mladi, je nekje umirjeno. Lahko bi rekel tudi, da je malo aktualne barve, to pomeni nekje rjave, nežno bež in to. Drugo je, da so uporabljeni drugi materijali, ki so precej bolj hrabro izbrani, večje keramične ploščice. Koliko so te ploščice? 1,20 m za 1,20 m, tako da to je to. Lukov oče, ki je zazidal prejšnjo hišo, je prvi sedel na bager, ko jo je bilo treba porušiti. Podrli so jo v 3 dneh, stare stene pa zmleli in nasuli na parceli, nato pa tja navozili še 20 kamionov zemlje, da so oblikovali hrib. Od stare hiše so v novem domu ohranili zgolj klet, v kateri imajo garažo, privlačno zasnovan vinski hram in savno za sproščanje po napornih dnevih. Gospod Centrih, vi ste pa tukaj bili vodja gradbišča in sem zelo vesel, da lahko predstavimo še ta profil. Povejte mi, prosim, kakšna je vaša vloga? Moja vloga je v bistvu takšna, da začnem z gradnjo hiše od prevzema plošče pa čisto do konca, do primopredaje. Nekako nadzor naših izvajalcev, naših podizvajalcev, vez med investitorjem in nekako izvedbo.
na gradbišču. Gradnja hiše je za investitorje večinoma enkratna življenjska izkušnja. Čeprav gradnja hiše marsikomu vzbuja številne skrbi, mladima lastnikoma ni povzročila sivih las, saj sta izvedbo del in vsa potrebna usklajevanja med izvajalci raje v celoti zaupala proizvajalcu montažne hiše in vodji gradbišča. Ampak ker sta investitorja kljub vsemu dva, ne, mož in žena, morate kdaj biti tudi mediator med njima? Na srečo tukaj ni bilo tako, da se bi bila potrebna medijacija med njima. Ona sta bila usklajena, kar se tega tiče, sta zelo enotno nastopala. Bolj je tukaj bilo potrebno usklajevanje njihovih želj z našimi izvajalci, potem, ki izvajajo tukaj na objektu. Investitorji ponavadi potem na koncu reče hvala Bogu, da smo se odločili za gradnjo z vami, ker ste vi prevzeli tisto najeno breme usklajevanja z izvajalci, to medijacijo med izvajalci, da so lahko izvedli tisto, kar so ona dva želela. Kdo je imel glavno besedo pri opremljanju teh glavnih prostorov pa pri izbiri barvne palete? Kar dva sva skupaj. Je pa tudi, da jaz sem želela čim bolj minimalistično opremiti hišo, s čim manj omar, s čim manj drugih stvari, da je vse bolj v ravnih linijah. Pa tudi odličen zrak je treba takoj poudariti, se začuti. Zaradi tega, kadar smo se dogovorili za hišo, so v ceno vkomponirali toplotno črpalko, ko smo si izbrali slovensko, in so dali pa še tudi centralno prezračevanje cele hiše. Prvo si rečeš, ja, to lahko da rabimo, lahko da ne rabimo, ko pa 3 dni ne dela, pa vidiš tisto razliko o kvaliteti bivanja v hiši noter. Želja lastnikov je bila, da bi skupaj z otrokoma čim prej zaživeli na svojem. Očitno so jim bile zvezde naklonjene, saj je bila hiša izgotovljena že v 4 mesecih. Z montažo hiše smo mi pričeli tukaj 31. maja. Vreme nam je šlo na roko, gradnja je potekala zelo tekoče, predvsem tudi po zaslugi investitorjev, ki sta bila pripravljena na gradnjo, sta vse zadeve naprej načrtovala že sama pri sebi, tako da smo lahko hišo zaključili, da sta selili v hišo 30. septembra. Ampak tukaj smo v krajih, kjer pravijo, da se moraš burji globoko prikloniti, če ne te pa podreja. Ne? In dejansko je tudi tukaj gradnja tradicionalno zidana. Ljudje se bojijo montažnih hiš na tako prepišnem območju. Kako je pa s tem? Strah je odveč. Tu na tem področju imamo že kar veliko zgrajenih hiš, tako da ni težav z burjo. Povratne informacije, ki jih dobimo potem od stran, ki so že dlje časa v hišah, živijo, so zelo pozitivne, nimajo straha. V začetku mogoče je bilo malo predsodkov tudi pri njih, ampak potem, ko so videli za uporabo hiše, da ni nobenih težav, da se hiše zelo dobro obnašajo, da nimajo v bistvu praktično nobenih težav. Torej, montažna hiša na Vipavski burji enostavno zdrži? Zdrži. Mora zdržati. Jaz mislim, da so redki primeri, da bi ta mladi hoteli imeti enako hišo, kakor pa ta stari, ampak pri vama se je to izkazalo za odlično, ne? Ja, moram reči, da ja, zaradi tega, kadar greš k arhitekti in ki ti on nariše, je tu vse enostavno zgleda, predstavljati si naznačeni si iz tega okolja in je nam prišla super prav hiša od staršev kot nek model 1:1, kamor smo videli, kje rabimo vtikače, kje rabimo prižigati luči in te stvari. Tako da smo si znali predstavljati, kaj nas bo čakalo, ko bo hiša bila postavljena. Ampak če sta enaki po tlorisu, kje je pa zdaj boljša? Naša. Tako da nimamo kaj. Ja. Smo nadgradili prvi projekt, tako bom rekel.